Spoštovani člani, spoštovane članice, dragi prijatelji, prisrčno pozdravljeni na že 24. obletnici Slovenske demokratske mladine. Minilo je mnogo let, bilo je mnogo poguma, bila je goreča želja po svobodi za Slovenijo. Bilo je domoljubje, bila je ljubezen do slovenskega naroda in države. Dame in gospodje, bilo je pred 24 leti. Med nami še posebej lepo pozdravljamo predsednika Slovenske demokratske mladine in poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije Andreja Čuša. Oba podpredsednika Slovenske demokratske mladine, Karmen Merčnik in Žana Mahniča. Predsednica Pomurske regijske koordinacije Slovenske demokratske mladine Ines Sukič. Ter gostitelja Slovenske demokratske mladine oziroma obletnice, 24. obletnice, pa tudi člana izvršilnega odbora z SDM-a Dominika Štrakla. Z nami pa so številni gostje, česar smo še posebej veseli. Tako lahko med nami pozdravimo predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo, generalno sekretarko Slovenske demokratske stranke in častno predsednico Slovenske demokratske mladine Anjo Bah Žibert. člana izvršilnega odbora SDS Mojcu Škrinjar, Tomaža Lisjaka in Mateja Zavca, ki je tudi predsednik občinskega odbora SDS Beltinci. Poslanki Sonjo Ramšak in Janjo Napast ter poslanca dr. Vinka Gorenaka in Marjana Pojbiča. Državnega svetnika SDS Branka Šumenjaka in župana sosednje občine Moravske Toplice Alojza Glavača. Predsednika Pomurske regijske koordinacije Slovenske demokratske stranke Karla Šoša. Našemu povabilu pa se je odzval tudi župan občine Beltinci, gospod dr. Matej Gomboši. Prav je, da se na začetku sprehodimo skozi zgodovinsko pot Slovenske demokratske mladine, skozi pot, ki se je vtisnila v marsikatera življenja in ne nazadnje pustila pečat v temeljih mladinskega organiziranja in oblikovanja naše domovine Slovenije. Socialdemokratska mladina, predhodnica Slovenske demokratske mladine, je bila kot samostojna organizacija v okviru Socialdemokratske stranke Slovenije ustanovljena 31. oktobra 1989. Sem stopila v prostor, nad katerim je imela dotedaj monopol Zveza socialistične mladine Slovenije in postala prva demokratična politična organizacija mladih v Sloveniji. Socialdemokratska mladina je bila prva organizacija, ki je že marca 1990 s pobudo Svoboda za Slovenijo zahtevala razpis referenduma za samostojno Slovenijo. Takratni Demos je kmalu zatem sledil. Slovenska demokratska mladina je odigrala bistveno vlogo pri oblikovanju temeljev slovenske mladinske politike na demokratični podlagi.
Tako je bila med ustanoviteljicami Mladinskega sveta Slovenije kot koordinacije slovenskih mladinskih organizacij. Na podlagi njene pobude pa je bil ustanovljen tudi Urad Republike Slovenije za mladino, s tem pa so bili postavljeni temelji za podporo programom za mlade strani države. Slovenska demokratska mladina je že od vsega začetka pripisovala velik pomen sodelovanju preko meja Slovenije. Tako z demokratičnimi organizacijami mladih Slovencev v zamejstvu, kot z različnimi sorodnimi organizacijami. Septembra 1991 je postala opazovalka v Mednarodni zvezi mladih socialdemokratov, novembra 1993 pa tudi njena polnopravna članica. Vendar pa smo zaradi nestrinjanja s politiko omenjene organizacije leta 1997 prenehali sodelovanje. Kot Slovenska demokratska mladina se je podmladek Slovenske demokratske stranke počasi pričel uvrščati v mednarodni politični prostor mladinske politike. Tako je Slovenska demokratska mladina leta 2006 postala polnopravna članica podmladka Mednarodne demokratične unije. 10. maja leta 2007 je Slovenska demokratska mladina postala polnopravna članica JEP-a podmladka Evropske ljudske stranke. V letu 2008 je sledilo polnopravno članstvo v najstarejši Evropski zvezi desno-sredinskih političnih podmladkov. S vključitvijo vse tri najpomembnejše mednarodne organizacije je danes vloga Slovenske demokratske mladine v mednarodnem prostoru še bolj izrazita in še bolj pomembna. Slovenska demokratska mladina se vključuje tudi v mednarodno delo na regionalnem nivoju. Pomembno je namreč tudi članstvo v Junge Alpen region, zvezi podmladkov alpskih dežel iz Avstrije, Švice, Nemčije, Italije, Liechtensteina in Slovenije. Za nami je dolga in uspešna pot. Zato je prav, da smo obnovili in z nekaj utrinki podoživeli preteklost naše organizacije. Vse to okrepi našo zavest, pripadnost in ponos. Ponos predvsem pa daje neko jasnejšo usmeritev v prihodnost, ki jo nenazadnje predstavljate vi, mladi, ki vam gre za stvar. Sedaj pa na oder vabim gostitelje letošnje 24. obletnice, da nagovorijo mlade člane in članice Slovenske demokratske mladine. Najprej besedo predajam gostitelju 24. obletnice Slovenske demokratske mladine in članu izvršnega odbora SDN Dominiku Štraklu. Spoštovani gospod predsednik, spoštovani župan občine Beltinci, dr. Matej Gombuši, soprobo, spoštovane poslanki, spoštovani poslanci, drage članice, člani ter vsi prisotni. Veliko čast mi je, da vas lahko danes nagovorim in prav prisrčno pozdravim na 24. obletnici Slovenske demokratske mladine v Beltincih. Mineva 24 let od ustanovnega kongresa Slovenske demokratske mladine, ko je pomladek SDS postal prva demokratična politična organizacija mladih v Sloveniji. Vesel sem, da bomo 24. jubilej obeležili prav tukaj v Pomurju, v Beltincih. Rad bi že tako na začetku poudaril in spomnil, ker se velikokrat pozablja, da je Slovenska demokratska mladina bila prva organizacija, ki je že marca 90 s pobudo Svobode za Slovenijo predlagala plebiscit za samostojno in neodvisno Slovenijo. Tako je Slovenska demokratska mladina v teh 24 letih upravila izjemno delo. Vse je prispevala k samostojni državi. In na to v pomladku SDS moramo biti še posebej ponosni. Danes, ko mineva 22 let samostojnosti, smo pa ponovno mladi pred prelomnimi odločitvami in pred borbo za svojo lastno prihodnost. Vlada danes na vseh korakih z novimi davki in podržitvami otežuje življenje slovenskih državljanov in državljank, predvsem pa življenje mladih. Z bremeni otežuje življenje tudi predvsem
na podeželju, medtem ko pa povzročitelji krize ostajajo nedotaknjeni. Mladi moramo na ves glas povedati, da ne bomo več plačevali njihovih privilegijev na račun naše prihodnosti. Saj se zavedamo, da moramo mladi večkrat povedati, da nočemo teh njihovih stvari, ki nam jih ponujajo vsak dan v teh medijih in nam otežujejo življenje. Da ne bom govoril zdaj samo o politiki, bi vam rad zaželel dobrodošlico. Želim vam, da se v Pomurju počutite dobro, da se naužijete svežega pomurskega zraka in na koncu vas po radnem delu še vabimo na pogostitev, tradicionalno prekmursko pogostitev z okusnim bogračom, prekmursko bivanico in seveda kar na nobeni obletnici ne manjka na torto, okusno torto. Rad bi samo še izkoristil priložnost, če dovolite, da se zahvalim občinskemu odboru SDS Beltinci in njenemu predsedniku za pomoč pri organizaciji in najemu dvorane v 24. obletnico Slovenske demokratske mladine. Vsem vam pa hvala za udeležbo in za pozornost. Hvala za izrečene besede Zdravlju. Na oder pa vabim tudi župana Beltinec, dr. Mateja Gombušija. Spoštovani predsednik ter članice in člani Slovenske demokratske mladine, spoštovani predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša, poslanke in poslanci, člani Slovenske demokratske stranke, dragi gostje. Najprej ena lepa dobrodošlica tukaj v Beltincih v osrčju Pomurja. Prav vesel sem, da ste se odločili praznovati to vašo že lepo obletnico tukaj v Pomurju, tukaj v Beltincih. In ko smo sedaj slišali to vašo prehojeno pot, te vaše dosežke, res tudi sam ne morem drugače, kot da vam čestitam za vso vašo narejeno pot, za vso vašo tudi državotvorno držo in za to zavest, ki jo vsem mladim dajete, kako pomembna je naša država, Republika Slovenija, kako pomembna je ljubezen do nje in kako pomembno je, da res za njo skrbimo. Vsi vemo, v kakšnih časih se trenutno nahajamo, zelo, zelo nezavidljivih in tu ste mladi še, rekel, najbolj poklicani, najbolj tisti, ki boste vse nas skupaj z nami peljali to našo državo naprej v sedanjih letih in tudi v vaših bodočih letih. In moram povedati, da se tega in tudi stanja v državi, ki ga pač nažalost imamo, tudi tukaj, v Pomurju, v vseh občinah, tako tudi v naši občini Beltinci, zelo dobro zavedamo. In tudi tu poskušamo graditi na mladih, biti odprti za nove ideje, za nove projekte. Zaradi tega smo tudi, če tako omenim, na začetku tega mandata dali priložnost tudi mladi projektni ekipi v naši občini, ki sedaj kaže zelo lepe rezultate in tudi na račun mladih idej, mlade energije, sedaj peljamo kar nekaj projektov in zaključujemo in tudi načrtujemo v naši občini Beltinci. In zato sem res vesel, da so tega sodelovanja z vsemi mladimi. In če se dotaknem tudi tega, ko sem rekel, težkega stanja v naši državi. Tudi tu, smo videli in potrdili to, kar se je v zadnjih mesecih, v zadnjem letu v državi dogajalo. To, čemu rečemo, neenakomeren razvoj v celotni državi, ki zelo, zelo vpliva tudi na občine, če sedaj govorim za strani občine. To vpliva na to, kakšno delovno mesta bodo imeli mladi, kakšno prihodnost bodo videli, kot ste že tudi sami povedali,
in želimo, da imajo mladi lepo prihodnost. Zato smo tudi dali, zelo močen glas strinjanja, da ni prav, kako trenutno vlada obravnava vse občine napram eni, da ni prav, kako zelo obremenjuje vse nas, tudi vas mlade, ki boste nekoč peljali z vašimi zaposlitvami, z vašim delom našo državo naprej. Mi smo tudi izrazili vso podporo vsem ostalim občinam, vsem nam pri tem, da res moramo vsi skupaj, seveda pa to najbolj poklicana vlada, da damo enakomeren razvoj vsem mladim, starejšim, torej vsem občinam, kjer živimo. In ko je obletnica, je še najlepša prilika, tako sem povedal, še enkrat zahvala in čestitke za vso vašo upravljeno delo. In ravno v teh najtežjih trenutkih je pravi čas, da še naprej ohranimo to našo skupno moč, to našo skupno vizijo, to našo ljubezen do naše države Republike Slovenije in da res najbolj vi mladi skupaj z vsemi nami gremo res po tisti pravi poti, ker vemo, kam moramo iti in kaj je potrebno za to narediti. Torej, jaz vam želim na vaši nadaljni poti še tako močne energije, kot ste pokazali do sedaj, da bomo vsi skupaj šli na boljše in da nam vsem lepše. Hvala lepa. Dame in gospodje, čas je za prvo glasbeno točko. Zato na oder vabim Damjana Kuzmo, ki nam bo zaigral pesem. Skladbo, ki je vsem nam zagotovo zelo pri srcu. Torej, Damjan Kuzma in Za Slovenijo živim. Ker moja je, v sebi nosim njo, njene gore biserne, moje in nebo. Kamor pridem, kamor grem, ne pozabim nje, ker po tihem dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pisem ponarim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi to, čustva z njo se potopim, je moj smeh in jok. Starša govorila sta, če boš še odkot, vidi, tu te čakava, tu živi tvoj rod. Kjer se Jadran z Alpami spleta Mauricom, tam ljudje zaljubljeni so Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, zame je edina. Je kot pisem ponarim, moja domovina. Za Slovenijo živim in me vodi to,
Čustva z njo se potopim, je moj smeh in njo. Čustva z njo se potopim, je moj smeh in njo. Hvala za to čudovito izvedbo vsem priljubljene skladbe. Naše obletnice se je udeležilo veliko častnih gostov. Počaščeni smo, da bodo z nami delili tudi svoje misli oziroma nekaj besed. Tako da na oder najprej vabim generalno sekretarko Slovenske demokratske stranke in tudi častno predsednico Slovenske demokratske mladine, Anjo Bah-Žibert. Izvolite. Dragi sedemajevke, dragi sedemajevci, kolega Andrej Čuš, predsednik Slovenske demokratske mladine, spoštovani visoki gostje. Takšnega vabila, kot je vabilo na obletnico podmladka, sem vedno znova ne samo vesela. Na nek način sem tudi ganjala. Nenazadnje me vedno znova nekako preplavijo občutki, nostalgični občutki na čas, ki sem ga preživela v tej organizaciji. Tukaj sem naredila prve politične korake. A čas gre naprej in z njim tudi vsi mi. Vendar pa nekatere stvari ostajajo žal nespremenjene. Prav je, da se jih na tem mestu spomnimo. Leta nazaj smo lahko ugotavljali, da se marsikaj ne spremeni tako, kot bi želeli. In res je tako. Duh Valterja, bolj poznanega kot tovariš Tito, zopet straši po naših ulicah. Se krepi in se širi. Ima različne podobe in različne oblike. Kliče socializem, na ulicah želi menjati tiste, ki so bili izvoljeni na demokratičen način. Deluje po principu, kdor ni z nami, je proti nam. Ustvarja notranjega in zunanjega sovražnika. Določa, kdo mora biti obsojen in odloča, kdo ne sme stopiti pred sodišča. Zato je še toliko bolj pomembno, da v teh časih stopimo skupaj in ne klonimo. Veliko breme imamo pred seboj. Veliko breme imamo vsi skupaj in tudi mladi. Pomembno je, da se tega zavedamo. Zato je prav, da je Slovenska demokratska mladina vzgled. Vzgled krepitve vrednot, ki to družbo povezujejo in ne razdvajajo. Spoštovane kolegice in kolegi, ne želim vas utrujati s svojimi nagovori, ampak prav je, da ste vi tisti, ki ste mladim vzgled in ki jim dajete odgovornost, da se udejstvujejo v tej družbi in da prispevajo svoj delež k razvoju. Ta trenutek pa bi rada nekako podelila tudi z vami na čas, ki smo ga preživeli na vaših mestih jaz in moje kolegice in kolegi. Prosim za kratek prispevek. Ne bom govorila zraven. Vse piše. Sanjam deželo, ki pravički mi pozna. Dolga je cesta, po kateri prideš tja. Ta pot je brez konca, a vodi naprej. Premnoga življenja ugašajo v njej. Krste junakov zamudile so po
nekako podeživeli naš čas. Čisto na koncu, seveda, to je bil naš čas, vi živite svojega, a vrednote ostajajo enake. Svoboda, domoljubje, poštenost. Slovenska demokratska mladina, iskrene čestitke ob vaši 24. obletnici. Vesela sem bila, da sem nekoč lahko vodila ta podmladek in danes sem vesela, da sem lahko v vaši družbi. In za čisto konec, dovoli predsednik, da ti podarim antinostalgin. In ne zato, da pozabite naše čase, kajti verjeli smo v pravično družbo in verjamemo, da bomo enkrat skupaj dosegli. Ampak antinostalgin danes potrebuje naša družba za to, da ostali čase, ki smo se jih težko znebili. Srečno! Hvala, Ani Bah Žibert, za izrečene lepe misli in za podoživitev skupnih preteklih trenutkov. Sedaj pa novoder vadim predsednika Slovenske demokratske mladine in najmanjšega poslanca Državnega zbora Republike Slovenije, Andreja Čuša. Spoštovani gospod predsednik Janez Janša, spoštovana častna predsednica, spoštovani gostitelji, gospod Zadec in gospod Gomboši, hvala, moram reči, da se že po nekaj minutah tukaj počutim kot doma in vse še bomo vrnili, obljubim. Seveda prav lepo pozdravljeni vsi drugi imenitni gostje, predvsem pa članice in člani Slovenske demokratske mladine. Zahvalil bi se seveda tudi naši Ani za antinostalgin. Obljubim, da bom vsaj enega dal kolegici Majdi Potrati. Tako da bo končal dan samora. Za mano je že kar nekaj obletnic Slovenske demokratske mladine. Mislim, da je bila moja prva v letu 2008. Takrat sem se še udeležil kot gost, ne kot član. Takrat sem v bistvu predstavljal slovenske dijake in dijakinje. In tisti dogodek, seveda se mi je posebej vtisnil dogodek kot prvi in prav rad bi čestital vsem tistim mladim, za katere je seveda to prvi dogodek SDN-ja. In seveda upam, da bomo skupaj pojedli čim več tort na naslednjih obletnicah, kot seveda tudi nosoj. Danes smo 26. oktobra in gre za prav poseben dan. Pa ne zaradi tega, ker je El Clasico med Barcelono in Realom iz Madrida, kot razmišlja večina vaših sovrstnikov, ampak zaradi tega, ker prav na današnji dan lahko rečem, da seveda obeležujemo in morali bi verjetno tudi praznovati, pa ne, ampak bomo si mi vsaj za to naredili zabavo. 22 let tega, kar je naša tla zapustil zadnji jugoslovanski vojak. In mislim, da gre za zelo pomemben dogodek, ne, ko smo dobili svojo državo in seveda žal medijska krajina in izobraževalni sistem Sloveniji, ki sta kot taka, me potem sploh prav ne čudi, da mladi o teh dogodkih ne vedo veliko. Lahko pa sam povem, da so naši starši, ko so ustanavljali svojo državo, ko so podpirali idejo Demosa, sanjali o tem in si predvsem želeli to, da bodo mladi danes in mladi v prihodnje živeli dobro in bodo lahko izpolnili svoje sanje ter potencijale. Ampak kaj se je zgodilo? Socialistične vlade Foruma 21 so vse do danes pripeljali do tega, da Milan Kučan da vsakemu novorojencu darilo v obliki pufa v višini 8000 evrov. Mislim, da je to zelo tako eno nestimulativno darilo in mislim, da tudi volivke in volivci se še zato niso primerno zahvalili na volitvah. Zato smo se seveda tudi odločili, da bomo danes, kasneje bom predstavil resolucijo Rdeči strici Vrnite nam prihodnost, veliko govoril in malo kronološko seveda šel čez nekatere dogodke, ki so vplivali na slab in vedno slabši vsak dan slovenske mladine. Ampak tisti mladi, ki živite v Pomurju, recimo tudi v mojih koncih spodnjem Podravju, sami veste, da če ste tako iznajdljivi in sposobni, ter si želite delati, ter doma ne želite mosti socialne države, greste po delo v tujino, ne skrbite, vas bo zdaj vlada Alenke Bratušek dvojno obdavčila. Tako da
gre za neko kontinuiteto, ki sploh mlade postavlja v brezizhoden položaj. Če gre v tujino, mora plačati za to kazen. Če gre malo naprej, zdaj predsednik 3. leto podmladka, mislim, da smo v tem času dali kar nekaj zanimivih projektov. Spoznal sem ogromno ljudi, mladih, žal veliko jih nad nami več ni, ampak me pa veseli, da še vedno čutijo te vrednote slovenske pomladi. Še bolj pomembno pa seveda je, da se zavedajo, da bodo prav ti tisti, kot seveda vsi mladi tukaj, boste tisti, ki boste morali nositi te vrednote slovenske pomladi v prihodnje. In verjetno vsi tukaj vemo, da imamo še kar nekaj rezerv pri svojem delovanju, zato seveda apeliram na vsakega, da se še toliko bolj potrudi in angažira pri seveda ozaveščanju svojih sovrstnikov in zakaj smo tudi ne po naši krivdi vsaki dan bolj zapufani. In podatek, seveda, ko sem ga prej omenil 8000 evrov in če malo povzamem delovanje vlade Alenke Bratušek, ki zdaj z novimi davki ter iznajdbami novih davkov ter seveda bremen želi letno pridobiti v proračun 500 milijonov evrov na račun tega, da bodo ostali privilegiji, da bodo gospodje bankirji živeli še naprej kot bogovi, da bodo penzije nad 3000 evrov gospodje še naprej isto uživali. In seveda mi na podeželju to najbolj čutimo, kot je gospod Gomboši, župan občine Beltinci, povedal, tudi sam to vsak dan čutim, se za te zadeve seveda tudi zelo zanimam in ne moti, da zdaj vsi seveda plačujemo ceno virantovanja. Vsi vemo, kaj ta izraz pomeni, ni potrebno veliko povedati. Na eni izmed sej sveta Slovenske demokratske stranke, ko smo našega predsednika tudi javno, mislim, da takrat predvsem močno podprli, sem dejal, da če imaš v koaliciji Gregorja Viranta, opozicije sploh ne rabiš, in v tej vladi to nekako celo zgleda podobno, tako da zabavno. Mislim, da danes v Beltincih nismo po naključju, smo z enim močnim signalom in sporočilom, da se zavedamo, da Slovenija ni samo Ljubljana in da moramo v prihodnje narediti marsikaj tudi na reformi lokalne samoprave, torej pomeni to tudi na področju ustanavljanja pokrajin. Bilo kdo pogleda preteklost, bo ugotovil, da je vlada Janeza Janše v obdobju 2004 do 2008 na tem področju storila največ. Bil je tudi takrat posvetovalni referendum in lahko ugotovimo, da so rezultati bili jasni. 2/3 udeležencev in udeleženk sta podprli idejo o ustanavljanju pokrajin, ker se zavzemajo za enakomernejši razvoj Slovenije, seveda pa so bili proti gospodje v Ljubljani, ki pa roko na srce imajo precej visok standard in verjamem, da še marsikdo od tukaj ni bil sploh v vseh koncih. Da dovolite mi, da se na koncu tega uvodnega nastopa, ker potem bom predstavil resolucijo malo kasneje, zahvalim prav vsem, ki ste nam pomagali, ki ste nam dali podporo. Če je recimo Slovenska demokratska mladina 3 leta nazaj na političnem parketu, kot tudi na parketu mladinskega organiziranja doma kot v tujini ni veljala prav veliko, lahko danes brez težav rečemo, da smo najmočnejša mladinska organizacija desno-sredinskega pola iz Slovenije v Evropi in lahko tudi rečem, da smo mladinska organizacija z največ poslankami in poslanci v državnem zboru. Tako da upam, da se bo ta trend še naprej nadaljeval in da nas bo predsednik pri tem podpiral. Zdaj videli smo, da nekaj talentov imamo in seveda hvala za to. Hvala Andreju za te besede. Sedaj pa za konec govorniškega dela na oder vabim še predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo. Spoštovane mlade kolegice in kolegi, spoštovani predsednik Andrej, gospod župan, gostitelji, ostali sogostje skupaj z mano. Tudi jaz sem počaščen, da sem lahko danes tukaj med vami, ko so vaši predhodniki pred 24 leti ustanavljali mladek naše stranke. Verjetno nihče ni mislil tako daleč naprej. To so bili časi, ko se je razmišljalo o tem, kako bo življenje teklo čez en teden, čez en mesec,
kaj se bo zgodilo pravzaprav v tistem vrenju, lahko bi rekli, že zreli dobi slovenske pomladi, potem, ko se je ljudstvo v Sloveniji prebudilo in pošli časi, ki so terjali nek poseben odziv od mladih. No in od tistega dela mladih, ki se je združil v podmladek naše stranke, je ta odziv prišel na najvišjem nivoju. Tukaj je bilo že nekajkrat rečeno in bo treba še veliko krat ponavljati, ker se je to skušalo pozabiti v teh 20 letih in pol, da je naš podmladek takrat marca leta 90 predlagal plebiscit za svobodno Slovenijo oziroma plebiscit za samostojno slovensko državo. Ta pobuda takrat ni postala neopažena. Takrat so je mediji objavili ne ravno na veliko, ampak vseeno bolj na veliko, kot se je objavljal kakšno vašo pobudo ali pa kakšno sporočilo z tiskovne konference ali pa, če hočete, tudi z kakšne naše tiskovne konference, čeprav smo glede na rezultate zadnjih 20 let daleč največja in najuspešnejša stranka v državi. Skratka, pobuda ni ostala nezapažena, je pa ostala, kako bi rekel, nekoliko predčasen, vendar samo nekaj mesecev. Od pomladi leta 90 je prišlo potem poletje in takrat je že prva demokratično izvoljena skupščina sprejela deklaracijo o samostojni Sloveniji, ki je sicer nekoliko drugačnimi besedami in mogoče bolj birokratskimi celo, nekako izrazila isto pričakovanje, kot je bilo izraženo v tej pobudi našega podmladka. No in nekaj mesecev kasneje, kmalu bomo praznovali to obletnico, 9. novembra v Poljčah, je Demosov poslanski klub kot v bistvu večina zakonodajnega telesa potem sprejel politično odločitev o plebiscitu za samostojno Slovenijo. Dobrega pol leta je minilo od takrat, ko je podmladek stranke, ne stranka, podmladek stranke formalno predlagal ta korak ljudskega odločanja, trenutek, ko bi narod dejansko odločil o svoji usodi, pa do takrat, ko je padla tudi merodajna politična odločitev za to, da do tega pride. Mi smo se danes zbrali tukaj zato, da govorimo o zgodovini, čeprav je velikokrat tudi to potrebno, ker marsikaj, kar se dogaja danes, se ne bi dogajalo na ta način, če bi bilo nekaj prej, že, če je bilo v preteklosti stvari obrnenih v to smer. Ampak vedno se je treba ob tem, da veš, zakaj je do nečesa prišlo, se da koncentrirati tudi na stanje, kakršno je in predvsem na to, kako bo odpraviti. In to primerjavo z letom 1990 in tem korakom, ki je bil pred časom, strani tistih, ki so ustanavljali podmladek naše stranke v tistih burnih časih, da je ta primerjava pomembna zaradi tega, ker smo danes ponovno v nekem času, ko bi mladi ponovno morali biti korak pred časom. Ali pa, če hočete, ko bi morali narediti močnejši in daljši korak v čas. V zadnjih nekaj letih se je namreč zelo na hitro in za večino ljudi zelo neopazno zgodilo nekaj, kar bo bistveno določilo vašo prihodnost. Kar bo bistveno določilo vašo prihodnost. Zdaj je predsednik Andrej Čuš je prej dejal, da vsak, ki se rodi v tej državi, že dobi za popotnico v Zibko 8000 evrov, visoko številko, za katero
so ga zadolžili predvsem v zadnjih letih in lahko si predstavljate, kakšno breme je to. Zdaj, če te številke seštejemo, ne, in ob tem upoštevamo, da seveda to ni samo dolg, ki pade na novorojenčke, to je tudi dolg, ki pade na vas. Ne. Pade na vse, ki živimo in delamo v tej državi. Potem pridemo do enormne številke 23 milijard, kar je naš javni dolg v tem času. 23 milijard. In če temu prištejemo še nujen denar, ki ga Slovenija naslednje leto potrebuje za to, da odplača nekaj starih dolgov, predvsem pa da plača obresti za stare dolgove in financira primanjkljaj, ki bo ponovno praktično preko vseh omejitev. Bomo kmalu pri 30 milijardah evrov, kar je skoraj celotna vsota tega, kar vsi Slovenke in Slovenci, vsi prebivalci te države, vsa podjetja, vse institucije, vsi servisi ustvarimo v enem letu. Naš bruto domači proizvod je že 5. leto tam okrog 35 milijard, oziroma je palil za 37 na 35 milijard evrov. Z koncem naslednjega leta pa bo naš javni dolg dosegel številko, pa skoro zagotovo presegel številko 30 milijard, tako pa se zdaj stvari gibljajo, kar pomeni, da bomo ne samo visoko zadolženi glede na velikost naše države in tako naprej, ampak to pomeni tudi nadpovprečno zadolženi glede na evropsko in zunanje razmerja in še posebej nadpovprečno zadolženi glede na trende naše rasti, ki je v naslednje leto ponovno napovedano v minus, se pravi negativno, in glede na ostale makroekonomske kazalce, ki se napovedujejo za bližnjo prihodnost. Po domače rečeno, prevedeno te številke in milijarde na razumljiv jezik, to pomeni, da stanje kakršno je, in ki se nadaljuje, ki ga ne ustavljamo v tem trenutku tako, kot smo ga relativno uspešno v lanskem letu, to stanje v temelju ogroža vašo prihodnost. In žal tudi prihodnost generacij, ki šele prihajajo. Zaradi tega je tako kot pred 24 leti tudi zdaj potreben zelo odločen in dolg korak v čas, če hočete, aktivnost na vseh nivojih, v razlaganje situacije vašim vrstnikom, ki danes mogoče spremljajo nogometno tekmo in mislijo, da je to glavna stvar. Na svet nogomet je zelo lepo gledati, lepo se je zabavati. Vse to je, rekel, ne samo prijetno, tudi potrebno za normalno življenje, vendar pa se ob tem treba tudi zavedati realnosti. Ta zavest sicer žal pod pritiskom v zadnjem času v Slovenijo ali pa v glavi Slovencev pospešeno prihaja, ne pa še s takšno dinamiko, kot bi bilo potrebno, da se trend ustavi. Torej, mi nismo na neki točki, ko bi zdaj že lahko govorili o tem, žal nismo na neki točki, ko bi že lahko govorili o tem, da bo pa mogoče jutri bolje. Zdaj smo na neki točki, ko je dejansko treba združiti vse moči za to, da jutri ne bilo slabše. Zdaj, da jutri ne bilo bistveno slabše, ker slabše bo. Ker je to neizogibno, ker so nas pripeljali v to situacijo. Pri teh aktualnih 23 milijard evrov dolga, leta 2008 pred 5 leti je bila ta številka manjša od 8 milijard. In tistih 8 milijardah je bil še dolg, ki ga je po kraljevini Srbiji prevzela kraljevina Jugoslavija, po prvi svetovni vojni pa socialistična Jugoslavija po drugi svetovni vojni. Ni bil samo dolg, ki ga je ustvarila Slovenija, je bil tudi podedovani dolg, ki smo ga zmanjševali v času naše vlade 2004-2008.
je imela Slovenija tako dobre bonitetne ocene, ne, da je takrat naš finančni minister dr. Andrej Bajuk na mednarodnih finančnih trgih najel za milijarde, nimam tukaj točne številke, ampak veliko denarja, veliko poceni denarja smo si takrat izposodili, zato da smo pokrili dolgove, ki smo jih prej v 90-ih letih naredili kot država. Ko smo imeli slabše bonitetne ocene, smo morali za tiste dolgove plačevati višje obresti. Samo z nekaj temi koraki je naša vlada, oziroma je takrat dr. Andrej Bajuk pripravil nekaj 100 milijonov evrov in zato brez tega, da bi slovenski davkoplačevalci plačali na sam evro, bistveno zmanjšal naš dolg. Ampak od leta 2009 je trend obraten in teh 23 milijard dolga danes in ta trend, ki je v strmem galopirajočem sponu, kar se tiče povečevanja te zadolžitve, je strateško gledano ključen problem generacije, ki jih pripadate. Vseh nas, ampak predvsem vaše generacije, zaradi tega, ker ste vi toliko mladi, da boste ta dolg najbolj odplačevali. Ste ta dolg najbolj odplačevali. Ta zadolžitev ogroža vaša ali pa potencialno vaše delovno mesto. Ta dolg ogroža možnost v nekem realnem času priti do stanovanja. Ta dolg ogroža možnost in tudi pravico posameznika, da dobi službo za tisto, za kar se je usposabljal in za kar je nenazadnje tudi družba investirala. Ta dolg ogroža možnost ali pa pravico do srečnega življenja v tej državi. Zato, če kdaj, potem je zdaj nastopu čas, da se mladi povežete, tudi ne glede na kakšne druge razlike in se združite v točki enotnega nastopa proti temu, da se to breme še naprej povečuje. Ker ko bo šlo to breme enkrat čez cel letni bruto domači proizvod, potem bo zadeva nerešljiva samo na tak način, kot se zdaj rešuje. Na primer v Grčiji in ena od stranskih posledic takšnega stanja je več kot pol mlade generacije brez služb in brez perspektive. Ni bilo treba, da pridemo v ta položaj, v katerem danes smo. Zato niso krivi mednarodni finančni trgi ali pa imperializem ali pa Evropska unija. Danes celo na državnih proslavah v Sloveniji, financiranih z davkoplačevalskim denarjem, predvajajo to pesem Evropa je banda lopov. V Evropi je verjetno tudi veliko lopov, ampak tisti lopovi, ki so povzročili to stanje pri nas, so slovenski, niso evropski. So pri nas, od zunaj gledano na situacijo, treba recimo sami krivi, je Slovenija sama kriva, da je v takšnem položaju. In če se mladi ne aktivirate za to, da se to stane zdaj, da se to padanje zaustavi in da se rast tega bremena in te kraje vaše prihodnosti ne ustavi, boste so krivi za to, kar bo pač sledilo in bo še slabše in ni treba biti čarovnik, da predvidite oziroma da si zamislite, kako to zgleda, ker lahko pogledate situacijo v Grčiji, pa v zadnjem času tudi na Cipru, kjer so si privoščili to avanturo še do nekaj točk naprej od točke, na kateri je Slovenija danes. In na koncu tega nujno potrebnega splošnega angažmaja, pozitivnega angažmaja mladih v Sloveniji je seveda potrebno doseči, da bo vsak mlad človek z volilno pravico šel na naslednje volitve, takšne in drugačne. Naslednje leto bo veliko volitev v tej državi in glasoval v smeri, da se to stanje ustavi.
Zato, da smo prišli tako daleč, je verjetno krivo tudi to, da mladi deloma zaradi omejitev, ki so bile postavljene, deloma tudi zaradi premajhnega interesa v zadnjih 20 letih, neke zelo odločilne besede v Sloveniji niso ali pa niste imeli. Mislim, Andrej prvi predsednik podmladka katerekoli stranke, ki je sploh bil na takem mestu, da je sploh lahko bil izvoljen v slovenski parlament. Ne spomnim se za vso zgodovino od leta 20 naprej, da bi se to že prej zgodilo. Sodo Slovenije, sodo številnih vlad določa Desus, in rezultati so pač pred nami. Temu je treba narediti konec, temu se da narediti konec. Slovenija ima enake razvojne potenciale, kot jih je imela v časih, ko je bila naša rast visoka, imamo še več znanja, isti ljudje smo, isti narod, isti geni, znanje okolje je enako ali pa ponekod še bolj ugodno. Torej ni objektivnih razlogov, da se stanje ne bi popravilo in da se ne bi pobrali. Vendar se to samo od sebe ne bo zgodilo, ker tisti, ki so nas pripeljali to stanje, ki s takšnim stanjem ali pa s podaljševanjem takšnega stanja branijo svoje privilegije, pozicije, monopole, deloma tudi ideologijo, ti bodo delali naprej. Zlo nikoli ne počiva, pravi star pregovor. In če se temu ne postavi v nasprot, če se zato, da se to takšno početje ne ustavi, ne angažira dovolj tistih, ki razmišljajo v pozitivno smer, potem lahko slabo stanje traja in se poslabšuje in, kot že rečeno prej, ni treba gledati dalje, da vidimo, kam lahko to pripelje. Torej, potenciali so, sami veste, kaj vaša generacija zna, za izzive, ki prihajajo nasploh pred človeštvo v tej globalni in digitalni dobi, ni generacije, ki je bila bolj usposobljena seveda od vaše. In da pa je treba te potenciale aktivirati. Tudi takrat, ko se mora sam izpostaviti, ko te nihče ne pokliče, tudi takrat je treba narediti en velik korak v čas. Tako da ni edina alternativa med tem, kar je danes, in med tem, kaj bi še lahko sledilo v primeru bankrota, to, da mladi odidejo z te države v tujino in tako naprej. Za domovino se je vedno treba boriti. Za domovino se je vedno treba boriti in za Slovenijo se vedno vredno boriti. In v tem primeru, kljub situaciji, ki ni rožnata, kot je rečeno, imamo vse potenciale, da iz tega pride. Je pa treba vedeti, da treba moč mladih, zastopanost mladih, pa tudi energijo, ki jo vi sami prostovoljno vladate v to, da se kaj spremeni. Če hočete pogum, zato da se nekdo izpostaviš, to je treba dvigati vsaj na raven in na nivo vpliva, kot ga ima Desus v tej državi. Dokler tega vpliva ne boste izenačili, bodo sile, ki bodo gledale samo do jutri, ni važno, če se zadolžimo do groba, samo da bo jutri še nekaj za naše privilegije, vedno močnejše, in tudi zadnji evri bodo šli za njih, za njihove privilegije, ne pa za vašo prihodnost. Torej, tako kot pred 24 leti naredite en odločen dolg korak v čas, s tem, kar ste naredili, še posebej v zadnjem času, ste dokazali, da ste to sposobni.
Bolj pogumni bodo ti koraki, več mladih, ki danes mogoče gledajo samo nogomet, se vam bo pridružil. Toliko v tem najbolj malo predolgem nagovoru, iskrene čestitke ob 24. rojstnem dnevu. Veselimo se rojstnodnevne torte, kot vedno bo najbolj slastna, tako da smo zagorjeni zapravili že preveč časa. Iskrene čestitke še enkrat in lep večer. Hvala predsedniku Janezu Janši za izrečene besede. Sedaj pa sledi nastop harmonikarja Matjaža Baležica, absolventa Graške univerze za glasbo, ki bo odigral argentinski tango skladatelja Astrija Pizzole z naslovom Sivu Play. Hvala za še eno lepo glasbeno točko. Slovenija kot dežela prihodnosti in upanja za mlade. Ta misel žal še vedno ostaja kot neka iluzija. Oziroma sedaj že več kot 2 desetletji neuresničljive sanje. Zato v nadaljevanju bomo slišali nekaj besed o tem. Nekaj besed o novo nastali resoluciji Slovenske demokratske mladine. O razlogih za zaskrbljujoče stanje v državi, pa tudi zahtevo po prevzemanju odgovornosti krivcev za nastalo situacijo. Pa tudi zahtevo po ustreznem reagiranju političnih odločevalcev, ki vodi v dostojno prihodnost za mlade in v končni fazi s tem tudi za državo kot celoto. Sedaj na oder ponovno vabim predsednika Slovenske demokratske mladine Andreja Čuša,
ki nam bo podrobneje predstavil resolucijo z naslovom Rdeči strici, vrnite nam prihodnost. Hvala. Naj na začetku povem, da je resolucija nastajala v sklopu izvršilnega odbora SDM, zato bi se zahvalil prav vsakemu, ki je pomagal k oblikovanju tega besedila. Bi pa seveda rad tudi za širšo javnost povedal, da bomo skušali resolucijo v naslednjih dneh ter tednih seveda čim bolj spromovirati med svojimi sovrstniki in oblikovati kar se da neko resolucijo, katero bi podprle seveda tudi druge mladinske organizacije, ki si želijo ali pa predstavljajo mlade, ki si želijo seveda izgoriti prihodnost v naši ljubi Sloveniji. Slovenija je ena izmed držav Evropske unije, v kateri imajo mladi najmanj stimulativnega okolja že za razvoj svojih potencialov in najmanj priložnosti. Položaj mladih je zelo slab. Alarmantni so podatki, katere prinašajo raziskave z področja mladine in mladih v Sloveniji. Saj ti podatki kažejo, če nekoliko povzamem. Število mladih v Sloveniji opada zelo hitro. V zadnjih 10 letih se je zmanjšalo za 11%, v tem desetletju pa lahko pričakujemo kar 20% upad mladih v Sloveniji. Število starejših prebivalcev na enega mladega se bo do leta 2050 tako v Sloveniji predvidoma skoraj potrojilo. V celotnem sistemu izobraževanja v Sloveniji je moč zaznati pomanjkanje poklicnega svetovanja in kariernega usmerjanja. Povezava med izobraževalnim sistemom ter trgom dela je slaba in ni čudno, da lahko za slovensko šolstvo trdimo, da je neučinkovito. Saj slednje vsako leto izobrazi drugačne profile, kot jih gospodarstvo dejansko potrebuje, oziroma veščine, ki bi mladim koristile tudi pri osamosvajanju na svoje. Slovenija je na prvem mestu Evropske unije po začasnih zaposlitvah. Za mlade so značilni pogosti prehodi med zaposlitvami in pogost pojav brezposelnosti. Mladi se soočajo s pomanjkanjem delovnih izkušenj, po drugi strani pa na trg dela pogosto prihajajo s svežim znanjem teorije ter številnimi socialnimi in tehničnimi kompetencami. Samostojno bivanje je ena izmed ključnih točk osamosvajanja mladega posameznika. V Sloveniji smo v samem vrhu Evropske unije, ko govorimo o deležu mladih, ki živijo pri svojih starših, torej tako imenovan hotel mama. Takšni sta kar 2/3 mladih v starosti med 18 in 34 letom starosti. Po deležu za moške pa smo celo na prvem mestu v celotni Evropski uniji. Čezmerna poraba in zadolževanje na račun mladih in generacij, ki šele prihajajo, je bila stalna praksa levih vlad v Sloveniji. To danes čutimo v nepravični porazdelitvi bremen zadnje krize, saj je mlada generacija največji poraženec krize, v kateri še žal živimo. Zadnji kazalci in podatki kažejo, da so mladi talec brez idejne politike vlade Alenke Bratušek. Predsednica vlade ima polna usta besed o reševanju problematike mladih, njeni fiskalni ukrepi pa so usmerjeni izrazito proti mladim. Torej, velikokrat se naša predsednica vlade pohvali z projektom Jamstvo za mlade, ko bomo dobili 9 milijonov evrov evropskih sredstev, ampak sami se lahko mogoče na neki nacionalni ali pa globalni ravni zavedamo, kaj to pomeni. Ne? Po drugi strani pa bi mladi morali zahtevati sistemske ukrepe in pa spremembe, ki bi mladim omogočale lažje ustvarjanje in razvijanje, ne pa to, da nas mlade navaja na to, kaj bom jaz dobil od države. Mislim, da marsikdo lahko tudi kaj sam naredi za državo. Tako si lahko upamo trditi, da vlada Alenke Bratušek mlade kar sili iz Slovenije. V Slovenski demokratski mladini se zavedamo, da domoljubje po zaslugi izobraževalnega sistema ni na visokem mestu izmed prioritet med mladimi. Vseeno pa smo prepričani, da si mlade Slovenke in mladi Slovenci želijo izobraževati in razvijati svoje potenciale ter graditi svojo prihodnost v Sloveniji, takšni, ki bo do mladih prijazna. Prav je, da se ozremo v preteklost in razjasnimo nekaj pomembnih političnih odločitev, ki so jih sprejeli rdeči strici in s tem otežili vsak dan ter tudi položaj mladih že v preteklosti. Ni pošteno, da preteklost rdečih stricev obremenjuje mlade tudi danes in še nepošteno je,
da si drzne nekdo vleči poteze, ki bodo obremenile mlade generacije tudi v prihodnje. Sedanjost in prihodnost mlade generacije se s podjedanjem temeljev dolgoročne blaginje ogroža politika tako imenovanega nacionalnega interesa, ki je bil v Sloveniji v resnici interes posameznikov zbranih v krogu foruma 21, pomešan s socialističnim pojmovanjem gospodarstva. Aktivnost posameznikov, ki so vse skozi nasprotovali prodaji državnega premoženja, je Sloveniji povzročila nepopisno škodo. Spostavili so sistem državnega lastništva in preobsežen državni aparat, ki z neučinkovitostjo in previsokimi stroški spodjeda slovensko gospodarstvo. Mlade od motivacije za plačevanje prispevkov odvračajo dragi privilegiji nekdanje komunistične elite, zakrinkani v številnih pokojninskih in socialnih transferih, ki onemogočajo vzpostavitev pravičnega sistema pokojninskega in socialnega varstva. Takšno stanje mlade sili, da zapustijo Slovenijo in odidejo po službo v tujino. Tranzicijska levica kot razlog za to vidi, da je Slovenija preveč neoliberalna država. Ob tem pa se v Slovenski demokratski mladini sprašujemo, kako je potem mogoče, da mladi hodijo v tujino v države, ki veljajo za precej bolj neoliberalne, če bi tako temu rekli, in si tam ustvarjajo življenje. S tem se dela velika škoda, saj država skozi proces šolanja veliko vloži v posameznika, ta pa potem odide v tujino in prispeva k BDP-ju druge države, tam pa seveda plačuje vse dajatve ter druge potrebne prispevke. Slovenija je po cenah do zdaj v razne dokapitalizacije slovenskih bank vložila 3 milijarde evrov. S tem denarjem se je predvsem zadolžilo prihodnje generacije, ki bodo za to plačevali tudi za obresti, bankiri pa očitno za to ne bodo nikoli odgovarjali. Takšni so zdaj tudi najnovejši primeri, recimo Faktor in pa Probank. Mladi se sprašujemo, koliko milijard evrov slovenskega denarja so bankiri ter rdeči strici spravili v tujino ter v davčne oaze. Točnih podatkov ni, a ocene govorijo, da je v tujini skritih več letnih proračunov Republike Slovenije. Vsak novorojenec v Sloveniji je zadolžen za več kot 8.000 evrov. To so mu podarile leve vlade, ki so se prekomerno zadolževale, ker so živele na visoki nogi. Mladi se v šolah premalo učijo o podjetništvu in državljanski vzgoji, kreativnost pa se zatira. V okolju, kjer vsi od države nekaj pričakujejo, ne vprašajo pa se, kaj lahko sami storijo za državo, je v največji meri pripomogel izobraževalni sistem. Izobrazbena struktura mladih Slovencev je velik problem. Tako bo še vsaj naslednjih 40 let. Za temno prihodnost le teh generacij pa je najbolj odgovoren Slavko Gaber, bivši minister zdaj že propadle liberalne demokracije Slovenije, ki je bil prvi, ki je pričel z degradacijo poklicnega izobraževanja. Mlade je prav tako strah živeti in ustvarjati v državi, kjer si lahko obsojen brez kakršnih koli dokazov. Ideologija mentorjev današnjih sodnikov pa je, da so sodišča sredstva za obračunavanje s političnimi nasprotniki. Pred članstvom Slovenske demokratske mladine in pred slovensko javnostjo se zavezujemo, da ne bomo nikoli dovolili nadaljnega zadolževanja na račun mladih. Mladi, recimo pasivni politiki prilagajanja stop in se aktivirajmo. Mladi si moramo priznati, da smo v zadnjem obdobju precej zaspali. To pa so nekatere strukture tudi s pridom izkoristile in še bodo. Mladi smo tisti, ki moramo biti v prihodnje nosilci vrednot slovenske pomladi. Ponosni moramo biti na svojo državo, pri tem pa se mora vsak boriti za svoj položaj, pravičnost in pravico. Mladi, bodimo ponosni na sebe in na Slovenijo. Potrudimo se skupaj obrniti trende, ki so uperjeni proti mladim. Od neodgovornih politikov, ki so nam želeli ukrasti sedanjost in prihodnost, pa končno enkrat zahtevajmo odgovornost. Rdeči strici, vrnite nam prihodnost, vse prisotne vabim, da se nam pridružite. Hvala. Prav je, da spoznamo tudi nekaj lokalnih običajev oziroma navad kraja, v katerem praznujemo današnjo obletnico. Na oder vabim folklorno skupino Kadi in Marko Beltinci, ki bodo svojo točko popestrili večer.
Hvala skupini Kadi Marko za tako lep popestritev večera. Slovenska demokratska mladina je iz leta v leto močnejša in obogatena z novimi izkušnjami, ki jih pridobi zlasti preko dinamičnega delovanja. Je najštevilčnejši podmladek, ki šteje skoraj 3000 članov in ima spostavljene lokalne odbore regijske koordinacije po večini Slovenije. Spodobi se, da ob tej priložnosti izrečemo kakšno pohvalo in s tem vlijamo dodatno motivacijo ter energijo za nadaljno delo, dokazovanje in uspehe na lokalnem, nacionalnem in ne nazadnje tudi mednarodnem nivoju. Na oder vabim predsednika Slovenske demokratske mladine Andreja Čuša in predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo, da podelite priznanje za aktivno sodelovanje v Slovenski demokratski mladini. Letos smo želeli že prvič podeliti priznanja za člana SDM-a in pa najboljši lokalni odbor SDM-a, ampak ker se še določenih pravilnikov ni bilo sprejetih, tega nismo morali narediti. Zato smo se odločili, da vseeno en posameznik si zasluži posebno pohvalo, kateremu sem zelo hvaležen za vso preteklo sodelovanje, pomoč in mu želim vse dobro naprej. Mislim, da se kali odličnega projektnega vodjo kot tudi politika in mislim, da en bučen aplauz za Dominika Štrakla si zasluži vseeno, da ga izpostavimo. Pač da povem, odločitev ni bila težka. Vse skozi je Dominik res zelo požrtovalen, trudi se, vlaga skoraj vse, kaj ima. In jaz, Dominik, res najlepša hvala za vso tvojo požrtovalno delo, pomoč, sodelovanje, v končni fazi organizacije današnjega dogodka. Zdaj prej si me vprašal, za koga imamo te stvari, pa sem bil tiho, ne? Tako da ni nič vedel. Ampak vseeno, no, vse ti si zdaj zvezda te točke, tako da boš ti mogel kaj povedati, mi dva pa ti čestitamo. Tega zvezda gotovo nisem pričakoval. Glede na to, da sem organizator, bi to se verjetno spodobilo, da bi prej povedal, ampak sem presenečen, hkrati pa tudi zadovoljen za moje preteklo delo. Verjamem, da bodo v prihodnje še več izzivov, pa hvala lepa. Pred nami je še ena tradicionalna točka, značilna za pokrajino, v kateri se nahajamo. Na oder vabim mrske godce, da se predstavijo, saj bodo na svojimi skladbami spremljali tudi po končanem uradnem delu.
da smo se sedaj vsi prepričali, da nas čaka živahen večer, predvsem pa prijetno vzdušje tudi po končanem uradnem delu. Torej, za konec še nekaj sklepnih besed. Slovenska demokratska stranka in z njo tudi Slovenska demokratska mladina predstavljata edino pravo politično opcijo v Sloveniji. Opcijo, ki gleda širše. Opcijo, ki je zazrta v prihodnost, predvsem pa opcijo, v kateri imajo tudi mladi priložnost. Zato v Slovenski demokratski mladini vztrajamo in bomo tudi v prihodnje vztrajali. Zavedamo se, da želimo kreirati družbo. Družbo, ki bo temeljila na prihodnosti za mlade, na domovini takšni, kakršni si jo zaslužimo in si jo želimo. Na pravični državi in družbi, v kateri bo standard življenja dostojen za vse ljudi. Pravična družba je širok pojem, ampak zagotovo ni pojem, v katerem prevladujejo neki privilegiji, neka potuha in neka neomejena socialna država, ampak je sistem, v katerem je vzpostavljen neka regulativa, ki omogoča enake izhodiščne možnosti. In to je nekaj, za kar se Slovenska demokratska stranka in tudi Slovenska demokratska mladina že od nekdaj bori. Zelo neposreden dokaz temu sta tudi dva najmlajša poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije iz vrst Slovenske demokratske mladine. Veseli me, da sta danes tudi z nami. Mislim, da si zaslužita še en aplavz na tem mestu. Seveda je poleg njiju še mnogo mladih, tako tisti, ki ste danes tukaj, tako tisti, ki se borite in ustvarjate na drugih intelektualnih področjih. In vse to je jasen dokaz, ki daje tudi zgled vsem ostalim političnim podmladkom v Sloveniji. Med drugim pa političnim elitam in družbi kot celoti zelo jasen signal, da v Sloveniji mladi vendarle imamo priložnost in zmožnost soustvarjanja lastne prihodnosti in prihodnosti države, v kateri živimo, ter da smo pomemben delež družbe, za katero nam ni vseeno. Zato bomo v Slovenski demokratski mladini vztrajali na krilih takšne mladine, za katero se je vredno boriti. In vsakodnevnim delovanjem skrbeli za nadaljne uspehe tako slovenske podmladi, kot mladih in se borili za Slovenijo, za domovino, da bo takšna, kot si je tudi dr. Jožef Pučnik, gospod naš predsednik Janez Janša in vsi osamosvojitelji želeli in se prvotno borili. Hvala. Hvala vsem, ki ste svojim trudom in časom prisustvovali današnji 24. obletnici demokratske mladine in tako pomagali se oblikovati današnji program. Hvala vsem. Sedaj pa vas vabim, da nadaljujemo druženje ob spremljavi mrskih godcev in se okrepčamo s tradicionalnim bogračem, prekmursko gibanico in seveda torto ob 24. rojstnem dnevu Slovenske demokratske mladine.